Pokrovitelj oddaje: Občina Zagorje ob Savi. Novembra leta 1970 je pesniška skupina Dediči izdala skupno pesniško zbirko Razvejeno deblo. V njej so pesmi Vlada Garantinija, Jožeta Sevlaka, Francija Lakoviča, Franca Kopitarja in Radovana Palčiča. Vodja te pesniške skupine, Nande Razboršek, tudi sam odličen pesnik, se je iz različnih vzrokov odločil, da v zbirki ne bo nobene njegove pesmi. Po skoraj pol stoletja od izida te pomembne pesniške zbirke so o njenem nastanku, o članih skupine in o svojem umetniškem ustvarjanju spregovorili Vlado Garantini, Jože Sevlak in Franci Lakovič. Marsikaj zanimivega so povedali tudi o svojih zdaj že pokojnih pesniških prijateljih, Radovanu Palčiču, Francu Kopitarju in Nandetu Razboršku. Vlado, kako se vi spominjate svojih pesniških začetkov? Ja, kako tako otročarijo sem že zelo v osnovni šoli napisal čisto malo, to je enostavno. Pa na učiteljišču pa bil preliv, glasilo, sem pa skoraj zmeraj kakšno pesem not objavil, ne. Pa, ko sem prišel po Zagorje, od začetka sem se z Nandetom seznanil, je imel en literarni večer, povabil je Klopčeta Mileta pa Ceneta Vipotnika, pa prišel je Bratko Kreft, pa Vida Levstikova je pa bila kot recitatorka, ta je večkrat bila. Kadar so bile take, bi rekel, imenitnejše stvari iz Ljubljane, je običajno ona recitirala, ali ne bo Vipotnika ali Klopčiča, ne. Pa tudi kako so vela, recimo. Naše pa ne, naše smo pa ali sami, ali pa iz tega krožka, največkrat pa sami, ne. Tako da je, ja, takrat sem pol se seznanil z Nandetom, ampak jaz sem šel v vojsko za 1 let pa pol. In no, pa sem pa nazaj prišel, smo pa spet se dobil. In poseben se je pa to začel intenzivno, ko sem začel na Rudarskem centru učiti. In takrat je Sevlak tudi učil na šoli Ivana Skvarča, kjer je že Lakovič bil kot uveljavljen pesnik, objavljal o Borcu, pa o Obzorniku, pa tudi o Kurirčku. Je bil tak, kakor bi rekel, en idol. Se je strašno ponosen pa visok tudi nosil, ne, v primerjavi z nami začetniki, ne. Sevlak je že tudi imel v prilogi dela objavljen kakšna stvar, ne. In no, pa je pa Nande prišel z idejo, da bi se poimenovali Dediči, ne, glede na to, da smo bili tukaj in oziroma Klopčič pa Cene pa so pa v Ljubljani bili že v letih, ko so pač mislili, da ne bojo več ne vem koliko pisali, ne, kar je za Klopčiča tudi bilo res. Medtem ko je pa Cene pa še zmeraj pisal, ni pa več objavljal, ne. Njegova zbirka Drevo na samem je išla tam, ne vem, 47 ali nekaj takega leta. No, pa smo se dobivali, ne. Nande je pravzaprav vse vodil, idejno, scenarije, ja. Razboršek, Lakovič, Sevlak, Palčič pa jaz, ne. Kaj pa Franc Kopitar, pa še ne? Kopitar je prišel tudi kdaj zraven, ne, ampak on je bolj bil kot slikar in je
sta se več družila z Lakovičem, ki sta na isti šoli skupaj učila. No, knjiga Razvejeno deblo je šla novembra 1970. leta, ja. Skoraj 50 let od tega. Pa me zanima, koliko pred izdajo knjige ste se vi sestajali? Leto, dve leti prej? Smo se dve leti sigurno, ne, smo se sestajali v Lutkovni sobi, pa v zeleni garderobi delavskega, pa velikrat dol v sobi v džamiji, ne, tam je bila posebna soba, potem torej, džamija je bila gostišče, ne? Ja, v Kumu tudi kdaj, ne, tudi včasih en parkrat pri Nandetu doma, ne, in smo pač prinesli svoje pesmi, smo prebrali kaj, je Nande malo pokomentiral, pohvalil kaj, kar se mu je zdelo, ne, da je dobro. Potem on je napisal, smo imeli literarne nastope, imam doma še dve take brošurce, napisane na stroj, na pisalni. Ena je Pohojena roža, ena pa Zakaj črno, ne. In po teh scenarijih je on tudi veliko svojih pesmi noter dal, ne. Zanimiv pa je, ne, da on je imel celo zbirko pesmi, ki jih je poslal Vipotniku na vpogled in je čakal, kakšno bo njegovo mnenje. Vipotnik je bil urednik pri Cankarjevi založbi, je bil basan z vsem mogočim delom in mu ni odgovoril. Parkrat manj tega je klical telefonsko, pa je spet pozabil gor in pa je Nande se odločil, je tisti svoj rokopis uničil, svoj meni pripovedoval in je sklenil, da v tej knjigi ne bo nič objavil, ne. V skupni knjigi Razvejeno deblo. Ja, nastopali smo pa v Kisovc, potem v Zagorju na teh raznih literarnih večerih, tudi na kakih prireditvah, teh proslavah. Potem v Hrastnik smo šli, zanimiv, v Trbovlje, ne, v Litijo, pa na Bogenšperk, pa na Vaček je bil Sevlak. In kako je nastajala knjiga? Ja. Koliko časa je nastajala ta skupna pesniška zbirka? Kdo je bil tisti, ki je nekako držal roke nad Lakovič je dal predlog, da bi te naše pesmi, ki jih na nastopih prebiramo, da bi izdali v knjižni obliki, se pravi kot knjiga. To bi bila po Vipotnikovih, se pravi skoraj 20 letih, tle v Zasavju ni nobena leposlovna knjiga izšla, sploh pesniška. Ne vem, kdaj je Trinkaus izdal prozo, ne. In pa je Lakovič predlog, smo bili vsi za to. Nande je obljubil, da bo napisal predgovor. Lakovič je zbral od vsakega pa pregledal, ne, tako mislim formalno, saj ni nič popravljal, ni bilo treba. In potem je pa, smo se na zadnja redakcija, smo se menili, je rekel Nande, ena od stvari, ki je mislil not napisati, da to ni veliko dejanje, ne. Smo najbolj se je razburil Lakovič, ne. Dok smo se tudi malo bali, da zdaj pa, če se mu spričkali, pa ne bo nič z tega, ne. Smo rekli, da ni potreben, da se to napiše noter, ne. Čeprav smo pač nekje slutili, da v slovenskem merilu to ni res ne vem kako veliko dejanje, ne.
Ampak je tudi bil predlog Sevla, ki je predlagal, da je bila stružnica semena, da se tudi je to malo bolj tišljarsk, ne. Ja, ampak je ostal pri tej, ker je Kopitarjemu že vse lesoreze barno vse to narejeno in je potem Tika v Trbovljah tiskala. Ampak kako to, da se potem Nande Razboršek ni odločil, da bodo v knjigi, tej skupni pesniški zbirki objavljene tudi njegove pesmi? Zaradi užaljenosti, ker... Ja, on je bil zelo razočaran, ker je le smatral, da so njegove pesmi ravno tako dobre, kot so te, ne, ali pa še boljše, ker on je zmeraj tako predstavljal si, da mora biti napisan, da mora biti kvaliteta, ki se lahko nekje v republiškem merilu potrdi, ne, potrjuje. Ampak zakaj niso bile njegove pesmi? Ja, zato, ker je bil razočaran, da ni Vipotnik mu dal in pol ni hotel riskirati, bi rekel, ne, da se bo sramotil in tako naprej. Razočaran je bil in pol ni dal noter, ne. In tudi ni dal predgovora, ne. In po vašem mnenju bi si njegove pesmi verjetno vsekakor zaslužile, da bi bile objavljene? Ja, sigurno, tako kot te, ne, so bile sigurno takšne, ne. Ampak veliko kasneje pa Nande pisal še čudovite pesmi, ne. Tiste en par je teh osnutkov, ki jih je dal v teh scenarijih, ne. Moja nedeljska kosila so hladna, ki je sam in tako naprej, ne. Ampak poj mislil, nima smisla, da jaz take pesmi dam, če niso dosti dobre, če Vipotniku niso všeč, da ne da nobene besede od sebe in pol ni objavil. No, knjiga je likovno opremljena z deli slikarja Kopitarja. Marsikdo ne ve, ne, da je bil tudi pesnik. Ja, Kopitar ima sam 5 pesmi tle noter, ne, mi pa 10, ne, in prav veliko, ne. Jaz sem zadnjič z gospo Nino hčerko govoril, ima še tudi doma nekaj pesmi on takih, ne. Ampak izgleda, da takrat jih ni imel toliko in toliko dobrih in je pa sam 5 jih noter dal, ne. Kaj se je dogajalo potem, ko je ta pesniška zbirka skupna izšla, torej novembra leta 1970, ste šli kaj po Zasavju, po Sloveniji? Ja, saj sem prej rekel, je tukaj bila predstavljena, ne, na teh literarnih, na Prešernovem ob dnevu spomina na Prešernovem dnevu, potem v Hrastniku, v Trbovljah, ne, v Litiji, takrat je še Zorman bil ravnatelj, litijski pisatelj tudi, ne. Kaj pa širše v Ljubljani, Bogenšperk, ja, Ljubljana ni dala nobenega posebnega glasu, nekritičnega, nobene ne vem kake ovrednotenosti, ne. Tako je nekje ostala v Zasavju, tako približno, kakor je Nande mislil, da ni veliko dejanje, ne. No, naj naši gledalci ob 49-letnici izdaje te skupne pesniške zbirke slišijo eno vašo pesem iz te knjige. Prosim. Ja, moje življenje. To je moje življenje in lahko naredim z njim, kar hočem. Zvrtinčim v ekstazi uživanja, splesnim v mrtvaški nirvani samote. Nekako čudežno so se odcepili vsi, ki so ga kakorkoli krojili. In da je kamen na produ, kamnom enako, vklenjeno med mene, plime in oseke. Ja. Lepa pesem. Ste se vi potem, ko je knjiga izšla, še veliko srečevali, tudi tako
da ste si prebirali pesmi, nove pesmi. Ste še razmišljali še o kakšni skupni pesniški zbirki? Kako leto, recimo, še, ne? Potem je Palčič je odšel v Ljubljano, ni več prihajal. Sevlak se je tudi preselil v Litijo, oziroma je itak bil dol, je tukaj učil, gostoval, ne? In pol je začel službovanje Šmartn kot ravnatelj, pa kasneje kot direktor kulturnega centra. Tle se je za Gorjanko Jožico Železnikovo se je poročil, je gor živel v hiši svojih staršev, je pisal naprej veliko, ne. Zbirka mu je izdala Predilnica Rožnata kepa, naslednjo, ne, njegovo zbirko, prvo samostojno pesmi. Potem tukaj je pa bilo tako, z Lakovičem, s Sevlakom sem se jaz velikokrat ob izdaji svojih pa njegovih pesmi, zbirk novih, ne, pa tudi ob proslavah, ki jih je on imel zelo take, bi rekel, pompozne, kot Nande, ne, pa on še bolj, ker je imel kar cele mitinge ali pa razne napad na železniško postajo na Savi, ne, pa potem na Tisje. In sem zmeraj šel gor, kadar je imel, ne, ampak ni pa več tako dol prihajal. Nande je vključeval v teh proslavah Lakoviča pa mene, pa tudi svoje marsikakšno pesem pol, ne. Teh proslav je itak bilo zelo veliko, občinskih pa prireditev, odkriti spomenikov, recimo Vipotniku, Cenetu, pa Cankarju, recimo. Kopitar se je pa verjetno posvečal likovni umetnosti. Ja, on je bil, bi rekel, duša vsega, saj škoda, da se je tega človeka tako pozabil, recimo, ne. Recimo Kopitarju so odkrili spomenik, on je pa za Leskovškom je vodil 40 let likovno kolonijo iz Lake, vse organizacijsko, razstave njihove, potem razstave drugih slikarjev po Zasavju, Hočijeva, Kopitarjeve, Knezove in tako naprej, ne. Potem takrat je bil recimo en tak okvir kulturne skupnosti, je bila ena taka, bi rekel, triperesna deteljica Nande, Vidic pa Bojerman. Bojerman je bil izjemno za glasbo, ne, on je vodil pesno, ki je dosegala republiške uspehe, ne, in pa, ki je on umrl, ni nič več bilo teh takega, ne, mislim, tega mladinskega zbora, tako kvalitet. In je Nande, no, če sam to še povem, kaj vse je on vodil. On je tudi za vse te festivale, bienale, na vsake 2 let so bili pevski zbori Slovenije, ne. In je Nande vse tiste govore, mislim, vezne tekste napovedoval je. Tudi Jožica Železnikova je večkrat napovedovala, ne. Potem likovno kolonijo je vodil. Potem je imel vsako leto na Gambarku tiste grajske večere, ne. To Nande Razboršek. Nande Razboršek, ja. Prej sva se ustavila pri Kopitarju. Ja, ja. Da še zaključiva zgodbo s Kopitarjem. Sta se vidva pogosto srečala, pogosto pogovarjala? Ja, s Kopitarjem. Ste poznali njegovo dušo? S Kopitarjem so bili stanvala, ne. In jaz sem se večkrat njemu oglasil. Jaz sem ga, 2krat je bil tudi na šoli na Savi, je pripovedoval o svoji partizanščini, pa kasneje o tem, ki je bil ujet, gor in zaprt na Koroškem. Je imel razstavo na Savi in je rekel, toliko slik še nisem nikoli prodal. Ena hotelierka
mama Semčova Save je ona kot mladoletna pobegla v Avstralijo s fantom, je imela tam hotel 30 zaposlenih, je 10 slik njegovih kupila. Pa Bardajs, pa Savska učiteljica, pa moja sestra, jaz sem se mogel spričkati, da ni hotel nič za eno veliko sliko. Kak je bil pa kot osebnost? Ko Peter, zelo prijeten človek, družaben, vesel, majčkeno se je rad tako lepo zafrknil, kaj je tako, ne. Jaz sem rekel, tebe imam rad zato, ker si čist knapovsko preprost. Jožeta Sevljaka se pa kar malo bojim, ker je tako fin, prav kot čist po knjižno govori, ne. No, zdaj pa še par besed o Nandetu Razboršku. Jaz se ga spomnim kot učitelja slovenskega jezika na osnovni šoli Toneta Okrogarja, potem sem ga dolga leta srečeval kot direktorja Delavskega doma Zagorje, seveda tudi kot pesnika, tudi Zasavci so kaj zapeli kakšno njegovo pesem. Tudi vi imate eno njegovo pesem namero prebrati. Nande Razboršek, rodarjev pozdrav. Pol, da je odhajal z občnega zbora v našem delavskem domu po stopnicah navzdol. Tam za gorico rdela je zora. Imel je razbrazdan obraz, rodarski korak in židane kretne. Pri lačnem izhodu se ustavil in svojega kamerada z juga s poljubom pozdravil in odprto dejal: Hamdija, ti si naš človek. Ti si naš človek in ne bi te dal za vse bogatstvo tega sveta. Nato je odšel, hripavo zapel, moral sem reči, nisem zdržal. Da, to je bratstvo, tisto sanjavo bratstvo, ki ga skupni napor in nevelike besede na 6. obzorju o jami skoval. Lepo. Kakšen je bil pa Nande v vaših očeh? Ja, Nande je bil zelo razgledan, tako na likovnem področju, je stalno zasledoval in se potem poznal je celo slovensko likovno srenjo, vse te kritike in slikarje, in ki jih z njimi stike imel. Ravno tako se je zmeraj izpopolnjeval na literarnimi, je prebiral vse te kulturne novice in stike imel tako starejšo generacijo kot Bil je pa mlajšo. verjetno samokritičen, ne? Če sem prav razumel. Ja, zelo. Nande je imel zelo velike, zelo močne kriterije o kvaliteti. Zahteval je kvaliteto in ne tako drobnjakarsko, bi rekel, nekje pretlehno, ampak nekje zazrto v ne take človeške, humane vrednote. Tudi ne vem, je sploh bil član partije ali ne, nisem nikoli govorila o tem. Kritičen je bil do teh nas ustvarjalcev, saj meni je zelo lepo oceno napisal tamle noter na zavihku. Nič kaj rad ni prenašal kako posebno hvalisavost, pa petelinjenje, pa bahanje. Tako da je z Lakovičem sta zmeraj majčkeno bila na bojni nogi, ne? Ker Lakovič se je zelo visoko cenil, precenjeval, ne? Drugače bil pa zelo skromen. Te je znal poslušati in svoje mnenje dal, ne? Pri teh nastopih, ki je pripravljal, jih
scenarije in to ni lih kaj velik pustil, da bi kako posebno ti hotel nekje po svoje kaj bil šef. drugega, ne. Je bil šef. Ja, Je bil šef. in ja. Zdaj vemo, kako pomembna sta tako Kopitar kot Nande Razboršek, pa imata to veljavo tudi v tem, zdaj toliko let kasneje, ker dolgo je že krsta umrla, veljavo v tem našem okolju, ki bi si jo zaslužila. Ja, res je. Nande je, če tako rečem, poleg rednega dela je bil duša kulturne skupnosti. Vse te stvari od Grumovih nagrad, Prešernovih proslav, potem bienalov, razstav, za vse te stvari je Nande pripravljal zmeri vezne tekste in organizacijsko kot eno ogromno garaško delo. Ne. Pa je bil še direktor delavskega doma, pa je imel recitacijski krožek, je celo kupico teh recitatorjev sposobil in jih tako naprej. Ne. Skratka, smo mu dali to veljavo, kot si jo zasluži ali ne? Ne, za njega se je čisto pozabil. Kaj pa za Kopitarja? Kopitar se je šola pobrigala tam Ivana Skvarča, drugač bi tudi vprašanje, kako bi bilo. No, vi ste seveda potem nadaljevali samostojno pesniško potjo, tudi nekaj pesmi ste izdali v kaki skupni pesniški zbirki in če na kratko priletiva, kako so si sledile vaše pesniške zbirke? Ja, zdaj ta prva je bilo Razvejeno deblo, je bila skupna. Ne? Skupna so tudi bile slovenske rudarske pesmi. Potem ta Šlemunga, ki imam 6 teh, ne? Pa mi, ki si tudi ti zraven, ne? Ogovarjanje tišine. Ne? To so zdaj bile skupinske. Potem prva samostojna je bila Zlaganje raj. Je tiskala novomeška tiskarna. Zlatko Rudolf je zelo take pretresljive tihožitja naslikal noter. Ne? Potem je bila druga Jedkanice. Tretja je bila Tihožitja in pejsaži. Potem, vmes je bila ta naša, ne, skupna Ogovarjanje tišine. Na to so prišli dnevi. Ne. Potem Romanjev neznano, to je za diplomsko delo moj nečak Blaž. Uredil, prelom pa ilustracija, pa vse tako, da je Polgrafex. Je večino teh Polgrafex tiskal. Predzadnja so bile rudarske pesmi, Farpruh in ta zadnja, zdaj letošnja pa Amfore. No, vi imate na zalogi še eno, da nam jo preberete, oziroma verjetno jo boste kar recitirali. Bom dve, ne? Eno bom povedal tole iz te, Zlaganje raj, ko spomin na očeta pa name, kot dveh različnih ustvarjalcev. Prosim. Ja, sejavca. Stopaš za plugom, prhka zemlja von ostaja za namo. Ves si pogreznjen vanjo, z veličino telesa in mislimi. Iz nje prihaja vse tvoje življenje blaženi kruh. Zvečer razprežeš konja, dlan ti zasenči oči, okrepljen odideš spat. Moje brazde, oče, pa so nevidne in nespoznavne. Ti veruješ v zemljo, jaz pa tavam za omamnimi slutnjami besed in ne morem
nikoli razpriči. Ja. No, to je z mojega življenja, s mojimi domačimi, z očetom primerjava, kako različna dela so. Jaz bi še, če dovoljš, frpruh iz Knapošne, ne, pol da to v pogreb. Popolne sem šel na pogreb. Jo je pofilo polde. Moj komarat, ein Knap. Je kar lepa leta dočakal. Ta pravi Knapo je le še za en batov stal. Še mal pa bo Matilda pohopsala vse. Mlad je bil močen, kakor bek, Madonna. 1 meter čez pleča, roke pa take, z enega herca široke. Ta prvo malco mu je ujam perckmandelc snedel. Ta prvo colengo smo pa zapili. Z Maričko sta spravila 5 kerlcev na svet. Zdaj so same študirane glave, velike žvine. En ben ni hodil ujamo na šiht. No, s Poldetem so bila komarata, kakor sem že povedal, večkrat na udarnika. Pa sem je kar mal fažmagal, da noben od zdajšnjih gospodov mu na Britov ni govora držal. Mu je pa zašpilala godba in tudi Knapovsko so mu zapeli. So knapi čez branih farlezom gredo, za šura, za pleca postavi ga v pin, pa rigel guardiane ukvela ga z njim, na hund ga, na fila, na šokt ga pela, a njemu pa švic dol kapla. Odsel sem videl čist meglen. Na sedmino vabljen nisem šel. Sva jo pa zrudila, mahala dol k penzionist. Sva ga rukala en glas ali pa dva in jaz sem rekel fejst na glas. Zdaj, Polde, pa tudi pri penzionist ne boš več vedel, pa riglo gor devo. To sem napisal, kakor zmore en star Knap, da so uvedeli, kak je bil Polde do pogreb. Tudi meni bojo malo zašpilali, pa zapojali, pa tudi na mojem pogrebu na Polzinu noben čist nič. Zapisal Knap Johan. Na zdravje. Na zdravje, no tako kakor tam, s Poldetem, ja. Pokrovitelj oddaje: Občina Zagorje ob Savi.